Ko jo vidim, kako žari na odru, kako uživa, ko pleše in poje in da je to del mene, to mi da življenje. Ki so kot za odrom, o njih malo poznajo, ampak brez njih nič ne bi bilo. Ime na plesni skupini Vihar in King, ne. One so hotele biti vihar, kjer se bojo pojavile, da se pojavi kot neki vihar, neki pomen. Kingice pa, ko so bile mlajša skupina, ne, tiste so pa bile mičke, ne, so se kasneje pojavile, pa so si pač izbrali King, same so si dali tako ime, King. Ti si tudi plesala? Jaz sem bila baletka. Jaz sem začela že v osnovni šoli plesati, mislim, da v 4. razredu, in sem plesala. In iz tega mojega obdobja dejansko obstaja samo ena slika. Jaz sem druga na slikici. Bili smo zelo dobra To je bila klasika neka? skupina, klasični balet. Zelo, zelo sem oboževala klasični balet. Imela sem celo glavno vlogo, ko sem nastopala. Kako si v otroštvu začutila, da bi rada plesala? Ne vem. Se mi zdi, da sem glasbo vedno čutila, da me je glasba pomirjala in da sem v glasbi vedno nekaj našla. Jaz sem bila tako vesela, ko sem mamo prosila, če me lahko piše k baletu. In seveda so morali plačati, pa takrat je bila revščina, niso imeli tako denarja, ampak me je vpisala in zato sem ji ful hvaležna, ker iz tega potem mojega baleta, iz vsega tega, kar sem jaz potem začutila v plesu, in jaz sem bila tako srečna in jaz sem rekla, jaz nikoli ne bom nehala plesati. Meni se zdi, da še zdaj, ko sem že toliko stara, ampak se mi zdi, da skozi ples, skozi glasbo se jaz držim. Torej, to je taka plesna terapija. In tako sem tudi bolj učila vse moje dalje, moje otroke. In tudi, ko sem se preselila v Limbuš, se mi pa zdi, da sem ljubezen znala ful dajati skozi ples otrokom. Sem jaz takoj šla v to njihovo osnovno šolo v Limbušu in sem jih prosila, če imajo kakšne delavnice, da bi jaz otroke učila. In potem smo to začeli in to se je nadaljevalo. Jaz sem bila vsak dan s tem zaposlena. Jaz sem sicer imela službo, jaz sem v zunanji trgovini delala v Mikropolu in imela sem čudovitega šefa, podgornik Vojkota, ampak popoldanske vse aktivnosti so pa bile ples in glasba. In to so moji otroci začutili, predvsem Natka je takoj začutila in ona je vedno rekla, mama, daj gremo še to. Jaz sem potem postala celo predsednica društva plesne dejavnosti v Limbuš Pekre in potem sem dobila tudi podporo, so nam tudi finančna sredstva dali, da smo lahko čim več ustvarjali plese, smo lahko si lepo oblekli in so imeli svoje kostume za vsak ples in ogromno nastopali in postali popularni. Mi smo bili plesna skupina Vihar in King, to je bilo vse posod po časopisih, kjerkoli se je bila kakšna prireditev, so one plesale ali zunaj na prostem ali v dvoranah. Mi smo bile na vseh občinskih, območnih in republiških tekmovanjih in vse posod. Res vsa zahvala gre tudi temu društvu Pekre Limbuš, ker so nas finančno tudi podpirali, da smo lahko hodili na seminarje. Jaz sem se ogromno udejstvovala in jazz baleta in v Budimpešti sem celo enega koreografa spoznala za afriške plese, tako da smo potem tudi te afriške plese se učile in smo tudi naredile super eno plesno koreografijo iz afriških plesov. In punce same, ki so bile malo večje, so hodile na vse razne delavnice, tudi v Ljubljano. To so bile punce, ki so isto želele kot jaz. Gremo plesati, gremo se predstaviti. Zakaj ti je bilo všeč z otroci delati? Zato, ker so to taka nedolžna bitja, ki te, veš, ko te vzljubijo. Zato tudi zdaj jaz mojo Natko razumem, ko pleše, ko ima otroke, ne. Ko je bil tale covid, ne. Ko je rekla, veš, mama, jaz ne pogrešam denarja, ker 2 leti nisem imela imeti vaj, ne. Je rekla, jaz ne pogrešam denarja, jaz pogrešam otroke, ki pridejo k meni in me objamejo. Objeme je pogrešala in tudi jaz sem to doživljala. To so bili otroci, jaz imam tu eno sliko, ki me tako drži okoli. Veš, to je tista ljubezen, ko ti otrok vrne, češ, glej, one so tako popularne postale, ker smo po celi Sloveniji nastopali, pa ne samo po Sloveniji, po celi Jugoslaviji.
Natka je potem že začela sama delati koreografije in je ona tudi tam malim že delala koreografije. In res, ona je ful to razmišljala, ful je poslušala glasbo, ona ima milijon priznanj kot koreografinja. Jaz sem bila pol samo mentor. Jaz sem jih vodila, pomagala finančno, kostime, one tretjo, da sem jih tudi vozila na nastope, ampak koreografinja pa je potem bila Natka. Potem pa itak, ko jih je še Aver odkril, Stojan Aver, ko je potem jim ponudil, da naj pridejo plesati, ker Aver je imel te prireditve, ko so dejansko bili tudi pevci iz tujine. In recimo Madonna, ne. Jaz se spomnim, ko so moje bavarke od zadaj plesale na njeno glasbo, na njeno pesem in ona je bila navdušena, kako so dobre in kako znajo spremljati, ne. Ko so enkrat, mislim, da bile v Zagrebu z IT skupino, pa jim je tale pevec rekel: "Zakaj pa vi ne pojete?" Takrat je Natka že poznala Zvoneta, ker ga je spoznala na Poglej in zadeni pri Stojanu na televiziji, ker so tudi tam Kingstoni nastopali, tako so se zaljubila, Zvone pa itak potem lahko lepe skladbe pisal in besedila so si razdelili, tudi nekaj besedil je Natka napisala, tako da so nastale lepe pesmi in bavarke so pol začele s temi popstarsi. Natka je pol ustanovila še, bila menedžerka je postala, ona je vedno imela, da mora iti naprej, ne. Menedžerka temle Game Overom, potem je ustanovila še Bipope, tako da pa še Sebastianu so pomagali in je nastal ta Popstars in zdaj, po tolikih letih, pa smo zopet bili tu deležni, ne, tega lepega nastopa v Ljubljani. Cel je Media Center poln, vsi so znali vse pesmi, torej takrat, ko so to... Taka energija tam. Energija, otroci so takrat prvič na Popstarsih, ko je bilo pred 20 ali 22 leti, so to bili mladi otročki, danes pa so bile že mamice. Čisto vse so znali peti, čisto vse pesmi. Ja, srečna sem, da sem to Natki dala. Nič, to se vidiš, od 84. sem začela, potem to je bilo, to sem imela recimo govor napisan, ker sem vedno bila tudi napovedovalka, karkoli smo nastopali v raznih teh dvoranah, to so moje prve viharke. Natka pa Špela pa Natka, ne, so potem ostale. Power Dancers, nastopali smo kičeš, res, zunaj v vojašnici, na občinskih srečanjih so bila ponavadi v Unionski dvorani, tu še je Darinček na Sunshine Reggae nastopal. Tu nas je bilo takrat zelo dosti, mislim, da nas je bilo 16, potem pa veš, kaj je vse to zašit, pa jaz sem ga mašice štrikala 16x2, ne, ker ima vsak dve nogici. Ja, zaposlena sem bila s tem, ampak sem v tem uživala. Potem pa se vidiš, vse različni plesi, priznanja, kako smo prejemali, plesali. Veliko je bilo tega napisanega tudi v časopisih, smo bile vedno vse posod slikane in predstavljene. Potem smo bile tudi, recimo 85. leta smo šle v Škofjo Loko, tam smo afriške plesale in pri tej afriških se nam je celo zgodilo, da je eden prišel, en Afričan, Črnc z nami, pa kar gor je prišel, pa kar... Ampak jaz sem se malo bala za moje, da jih bo zmotilo, ne, ampak jih ni, so bile kar svoje, pol breakdance, so plesale, breakdance Natka. Glej, mojo srečno faco. Uživala sem v tem, evo, tu je bilo, tu je ta Črnc se pojavil, prvo srečanje v Sloveniji je uspelo, to je bilo srečanje Partizana v Škofji Loki, ja, smo plesale afriške plese, pol smo plesale, kaj jaz vem, španke. Si vedno zraven. Ja, jaz sem jih vozila, ne, v Škofjo Loko, ali pa sem Charleston so plesale. Tako to je zanimivo bilo s malimi puncami v avtu. Ja, ful, pa veš, kako smo se imeli lepo. Lojtrica domačih je zelo znana oddaja bila. To je bilo prednovoletna 2 dni, 19., 20., 12., 86, ko so Lojtrica domačih, ko so moje, ne, plesalke, so
tem narodnim ansamblom vedno bile v neko ozadje pa v neka vsebina. Recimo, ali so bile angele, če je bila pesem o angelčkih, ali so bile kuharice, viš, tu nekaj nosijo. Mislim, tu smo imele ogromno delati na teh lotricih domačih, ker smo imele vse posod, smo morali spremljati jih in si mogel malo nekako narediti, kako boš to naredil, ne? Pa jih potem tudi obleči. Pol smo bili v Netopirji v 87. leta, smo ful nastopale. Pol smo bile Lisičkin koncert, pol smo bile Pink Pantherke so bile, smo imele te palčke pa roza oblekice, Kingice so bile To zunaj. vse je bila tvoja koreografija? Ja, to še je bilo vse moje. Pol pa je že Natka začela. Ona je taka liderka vedno bila. Ja, ja. Tudi ona je bolj tako izbirala, kaj bi, ne. One so tudi plosk, to še je tudi bilo. No, pol pa so celo šle karate, veš, karatejo se učiti. Smo imeli tudi ples iz karateja, ne. Pa velika roka, pa ne vem, mislim, imeli smo ogromno vsebinskih plesov, to je bil mačo. Na Lisičkinem koncertu v dvorani Tabor smo nastopali. Vse posod, ampak tudi zdaj, ko sem tako malo študirala, pa na Pohorje, ne, recimo, to je bilo, kako bomo očistili in obudili Pohorje. In je bila čistilna akcija dopoldan, popoldan pa so bile prireditve in so bili otroci, ki so plesali in glasba in vse. Pol so bile španke. Ne vem, mislim, tega je bilo ogromno, tudi disko plesa, ne, You Make Me Feel. Natka pa Špela sta bile sicer vedno bolj v ospredju in vedno bolj vodstvene. Tu smo zunaj nastopali v Limbušu, kar zunaj. Pol pa zopet v teh Pekrah smo imeli ogromno nastopov in to je bil recimo program, pa so samo moje nastopale, Vihar King, Vihar Ping. Edino vmes smo imeli dvakrat čarodeja Danija, da je malo popestril s čarovništvom. Na kak način lahko vzgojiš, to je vprašanje tebi kot mami, take dobre otroke? Kaj si jim takega dala? Jaz sem jih samo hotela nekako zaposliti, ne. In dobro, tisto dopoldan sem jaz v službi, dopoldan so oni v šoli. Potem pa, da imajo še nekaj, kar radi počnejo, ne. In to jim je ostalo. Tako sem jim to prenesla, ker so videli, da jaz uživam, da rada z njimi delam. Dosti je pomagala tudi Špelina mama, ki je bila šivilsko zelo dobro. Ona je tudi dosti pomagala, šivala. To je bila moja dejavnost brezplačna, ne. Potem, ko smo mi začeli tako nastopati, to bi se še kar vpisovalo, veš. To so zdaj ta mlajše, veš, kako me imajo. Vidim, ja. To ta slika, ne? Ja, meni je to dosti pomembno. Recimo, glej, to je Darin plesal s to Topolonco, ta na pesem Mangup, ne. Mangup je ful uspel, ker na koncu sta si dala poljubčka, ne. In to je bilo tako lepo za videti. Potem pa vidiš, to sem se izobraževala v Budimpešti, to smo Suzano Asfur. Ta je bil moderni ples, to je bil tale mentor, Črnc pa je bil za afriške plese. Torej to vse svoje znanje si prenesla na skupine? Vse sem jaz prenašala. Lahko poveš, kako misliš, v čem pa je smisel življenja? Jaz nisem imela neke ljubezni v otroštvu. Potem sem rekla, glej, če jaz tega nisem imela, moji otroci bojo imeli. Moji otroci pa bojo imeli in mojo ljubezen in mene celo in to bo tako, da nikoli ne bojo pozabili. In jaz vem, da ne bojo. Če me bojo drugače pozabili, bo to ostalo. Ja, ker si tako veliko vložila. Ja. Drugače tudi ljudi, ki so za odrom, o njih malo poznajo, ampak brez njih nič ne bi bilo. Po vsakem tekmovanju sem jaz morala iti na sestanek in poslušati kritike. In iz kritik sem se učila. In potem rasteš, s tem sem rasla, da so bile vedno boljše. To tudi moja tolažba. Jaz si s plesom in glasbo pomagam iti naprej. Drugače verjameš v žensko prijateljstvo? Ja. Imam eno dobro prijateljico, to je sigurno Neva, pa ko vem, da če mi je težko, da ko pokličem, da se greva lahko razvedriti, ni važno, koliko si star. Jaz na starost tudi tega ne dajem nič. Jaz še vedno mislim, da tudi v starosti obstaja ljubezen,
Kaj ti pomagalo, če lahko vprašam, ko si šla v penzijo, da kot na novo začneš ritem? Ko sem se upokojila 2015, sem delala še 7 let zraven in sem naredila, v bistvu sem 49 let, imam delovne dobe, želela pa sem si, da bi imela vsaj te 50, da bi bil še v delovni dobi Abraham. Ni mi uspelo, nisem dobila neki velik denar za tisto, kar sem delala, sem pač se sprijaznila, ker sem rekla, glej, poleg penzije, ki so male, mi tako vse prav pride, ne. In sem pač delala za mali denar, ampak ker sem delala s svojim sinom toliko in toliko let in midva sva bila en taki tim, ki sva se samo pogledala, pa sva že vedela, kak in kaj. To bo verjetno 30. november, sem mislila, da potem cel december bom se probala pač malo za sebe pa z družino povezati. A kako si se soočala s novim ritmom in stresom? Sem rekla, nič, v društvo, tu se bom vsepovsod včlanila. Tu bom videla, saj sem še imela zumbo. Zumbi sem hodila 2-krat na teden. Potem sem šla v društvo upokojencev, sem rekla, ja, članica seveda, pol rokodelski krožek. Iskala po tem vegecu vse živo, mislim, kjerkoli, karkoli. Dejansko sem tudi si našla eno službo, da bi vsaj za 4 ure nekje delala. Da lahko vprašam o tem nastopu, ki je zdaj bil z Natko, kako je bilo tebe to videti, da tvoj otrok, da si to vse vložila, da to si ti začela in da zdaj to je tako. Žarela sem in hodili so okoli mene, glej, jaz sem le stara čez 70, hodili so okoli mene ljudje, ki so me poznali takrat in niso mogli verjeti in so rekli, lej, legenda Brigita je tukaj. Ne da se, ona se ne da. Ne dam se, res se ne da, mene to, jaz sem bila takrat, ko so bili Popstarsi pred tolikimi leti, sem bila na vseh Popstarsih, na čisto vseh, na vseh 8. Zdaj je bil prvi in mislim, da tudi ne bom nobenega zamudila, če še bo kateri. Ker to je moja kri, to je moj otrok in ko jo vidim, kako žari na odru, kako uživa, ko pleše in poje in da je to del mene, to mi da življenje. Sem opazila, da Darin tudi ima tak kreativno notranjost, da ustvarja evente, on se je, videla ja, na on je. Instagramu slike. Ja, on je. To je pri njemu kdaj se začelo pojavljati, če smem vprašati? Ja, že v službi, kar hitro, ko smo začeli delati te novoletne prireditve, zabave in je on to res tako naredil, da smo se samo čudili in potem je dobil tudi neko priznanje, da je on pač zdaj ta event menedžer pri nas za vse to in ima to žilico in jaz mislim, je sposoben, ker vidi točno, on si kar predstavi, ne, vse, že od glasbe do kako bo to okrasil in s čim in napise in ne vem, tako da je res, tu pa je on enkraten, res, ima to žilico. Škoda, da je največ uporablja tudi za tako, da bi lahko služil s tem, ne. Vi imate tudi družinske tradicije, sem opazila. Ja. In to tako spoštujem, da ob nedeljah imate kosilo, ne? Ja, mi imamo mesečna srečanja, zdaj smo sicer rekli, da ne bojo skozi pri meni, ker ko je bil še moj mož živ, da sva midva res imela to vsak vikend, ne. Zdaj pa, ker sem sama, pa niti več toliko ne zmorem, smo pa rekli, da se bomo vsak mesec selili, enkrat k Natki, enkrat k Katji, enkrat k meni. Tako da smo mi trije zdaj tako nekako, da se pač dobivamo in si potem tudi ogromne stvari povemo. To je neka naša tradicija, da ostanemo ta trdna vez in jaz mislim, da je to dobro, da gre to naprej. Zdaj imamo take velike vnuke že, da so itak že izven dijaških, da so že na fakultetah, tako da glej, pač gre naprej, življenje gre naprej. Jaz sem rekla, jaz nikoli ne bom nehala plesati.